Projekt Občina po meri invalidov je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala z namenom, da bi v čim večji meri spodbudila lokalne skupnosti k doseganju večje kakovosti življenja invalidov v njihovem okolju. Listino je prejelo že 19 občin, prva je bila leta 2003 Ajdovščina. Letos se za naziv občine prijazne invalidom poteguje tudi občina Renče - Vogrsko. Predvsem je prišla pobuda s strani Medobčinskega društva invalidov Goriške. In ker občina že več let izvaja sofinanciranje programov društev, kot so Društvo gluhih in naglušnih, Društvo slepih in slabovidnih in tudi Društva invalidov, so nam podali pobudo, da bi lahko kandidirali za pridobitev listine občina po meri invalidov. Ustanovitev sveta za invalide je prvi korak, ki ga mora storiti občina, če želi kandidirati za naziv občina po meri invalidov. Ta svet pripravi analizo stanja v občini in predloge izboljšav, ki se jih potem zapiše v tako imenovani akcijski načrt. Ta akcijski načrt mora biti potem kasneje potrjen s strani župana oziroma občinskega sveta in se potem začne izvajati. Konkreten akcijski načrt je najvažnejši del kandidature. V občini Renče - Vogrsko so ga začeli uresničevati že lani in do tega trenutka precej olajšali življenje invalidom v bližnji okolici. V lanskem letu smo osveščali ljudi, da so med nami osebe s posebnimi potrebami. Veliko smo se ukvarjali tudi z otroki v šoli, v vrtcih in preko njih prenašali informacije tudi na starše. Otroci iz osnovne šole Vogrsko so izdelali tipno slikanico za slepe in jim tako omogočili, da tudi sami preberejo pravljico, da ne potrebujejo nekoga zraven, ki jim bere. Tukaj smo sodelovali z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica, so nam priskočili na pomoč, tako da so nam besedilo tudi pretipkali v brajici. Potem v osnovni šoli Renče je bilo narejeno dvigalo, ki omogoča tudi osebam s posebnimi potrebami lažje gibanje po šoli. Pred občinsko stavbo sta bila narejena dve novi parkirni mesti za invalide, tako da lažje dostopajo v stavbo, in tudi montažna klančina, tudi da lahko ljudje, ki so na vozičku, pridejo noter, da nimajo preprek. Prav tako je bila narejena montažna klančina na pokopališču v Renčah, preurejeno je bilo pa tudi pokopališče na Vogrskem. Potrebno je preurediti še sakralne objekte, da imajo tudi ljudje s posebnimi potrebami omogočen dostop v cerkev. Potem načrtujemo pripraviti indukcijsko zanko v dvorani Zorana Mušiča in v veliki dvorani Kulturnega doma v Bukovici, da bi lahko tudi ljudje, ki imajo in slušni aparat in polžkov vsadek in tudi gluhi, prišli na različne prireditve, ki jih pripravljamo. Ena od največjih ovir, s katero se v Renčah in okolici spopadajo gluhi in naglušni, je komunikacija. Večina javnih uslužbencev namreč ne obvlada znakovnega jezika, zato so v okviru kandidature pripravili tudi začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika. K njemu smo povabili predvsem tiste, ki delamo v javni upravi. Tako za občinsko upravo, povabili smo tudi delavko iz upravne enote, povabili smo učitelje, vzgojitelje, celo zaposlene v banki, in moram reči, da so se odzvali vabilu v veliki meri. In tako imamo obe delavki iz banke na tečaju, iz šole, iz vrtca, tako da mislim, da je končalo ta tečaj, kar se tiče izpita, 18 udeležencev, kar je kar velika številka.
Vsekakor nas to napeljuje k temu, da bomo naredili tudi nadaljevalni tečaj znakovnega jezika. Težava, ko javni uslužbenci naletijo na gluho osebo, je predvsem tem, da pač ne moremo pričakovati, da bojo zdaj vsi javni uslužbenci znali znakovni jezik. Je pa lepo, da poznajo nekatere osnovne kretnje, če ne tega, pa vsaj način, kako komunicirati z gluho ali pa tudi z naglušno osebo, ker tudi z naglušno osebo je treba drugače komunicirati kot z običajno slišečim človekom. Tako da je bil velik poudarek na tečaju tudi način komunikacije z osebami, ki imajo okvaro sluha. Zaposlen sem v vrtcu, delam z otroci in za ta tečaj sem se odločil na podlagi enega preizkusa, ki sem naredil en dan, sem bil celo dopoldne tiho in se mi je zdelo zelo zanimivo, ker smo rabili približno 1 uro, da so tudi otroci ugotovili, da sem jaz tiho in smo mogli normalno delati naprej. Po 1 uri smo nekako ugotovili, da z mimiko, z gestami lahko dosežemo vse. Na tečaju, ki smo ga pač opravili, smo se naučili veliko kretenj, od pozdravov do družinskih članov, potem mesece, praznike, dneve v tednu, pač take vsakodnevne stvari, ki jih uporabljamo pri komunikaciji z gluhimi ljudmi. Tečaj je bil v takem sproščenem vzdušju, gospa Mojca je zelo prijetna tolmačica, ki nas je učila in smo se prav lepo imeli, no smo se zelo dosti tudi naučili. Naša učiteljica Mojca nam je dosti povedala tudi od gluhih in naglušnih in mi je zdaj mogoče malček lažje, ampak tega pa še nisem prebrodil, da bi bil zmožen se sporazumevati, ker ni tako lahko, ko mogoče zgleda potem. Vse se dogaja hitro in preden ti preklopiš, rabim še nekaj časa in vseeno pa upam, da v bližnji prihodnosti, da bom to nadaljeval, da ne bom zdaj opustil, ker se mi zdi, da vseeno bo znalo priti prav nekoč. Ko občine prejmejo naziv občina po meri invalidov, delo še zdaleč ni končano. Ovir, s katerimi se vsak dan spopadajo invalidi, je namreč precej. V občini Renče-Vogrsko imajo načrt izboljšav, ki jih nameravajo uresničevati skozi leta. Predvsem bo treba pridobiti izhodišča za vzpostavitev varne poti za slepe, na katerih pločnikih bomo to vzpostavili, ker imamo pač tako prometno ureditev, da nimamo takih posebnih poti, naprimer do trgovin, do šole, povsod moramo priti z avtom. To se pravi, da se svet invalidov še naprej ima delo, še naprej se določene izboljšave predlagajo, še naprej se sprejemajo določeni ukrepi, priporočila in tako naprej. Na ta način imamo možnost invalidi tudi sodelovati pri lokalnem življenju. V občini Renče-Vogrsko živi približno 450 invalidov. Z listino, za katero se poteguje občina, bo zvišana kakovost njihovega vsakdana. Večja bo njihova socialna vključenost ter odstranjene nekatere fizične in komunikacijske ovire. Glede na to, da je v Sloveniji 212 občin, upamo, da bo Zveza delovnih invalidov Slovenije lahko v prihodnjih letih podelila še več listin občina po meri invalidov.